Lepo pozdravljeni, dobrodošli na poti do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Danes je v naši družbi Blaž Veber iz Turizma Kranjska Gora. Blaž, živo, lepo pozdravljen. Bonjour. Blaž, Planico bo leta 2023 spremljal v svet, bo center športnega sveta. Kako se v Kranjski Gori pripravljate na ta športni spektakel? Ja, moram reči, da je čas od pridobitve kandidature do danes, ki mislim, da je še manj pa 250 dni do prvenstva, hitreje minil, kot smo si nekako vsi želeli. Čas je šel res izredno hitro. Vsemu temu času so se določene dela in pa obveznosti, v bistvu, kaj jih je dopuščal tudi sam proces, že izvajala. Lahko pa rečem, da pa zdaj res prihajamo, kot bi ti rekel, tisti ciljni šprint. Jaz mislim, da Kranjska Gora kot destinacija pri tem dogodku, ko govorimo res o največjem športnem dogodku, se ga ne bo strašila. Sigurno bomo naredili vse, kar znamo, kar smo se naučili. Tradicija je tukaj, bom rekel, zelo močna, organizacija dogodka, podobnih dogodkov. Mislim, da je v naši dolini zelo prisotna in res komaj čakam, da v bistvu se bo začel pojavljati tudi tisto, kar se zdaj dela v zadnji, pa se ne vidi. Tega je veliko, to moram reči. Mi smo s turističnim gospodarstvom, ker Turizem Kranjska Gora je v temu projektu le nekako, bom rekel, zadolžen za koordinacijo med organizatorjem, to se pravi OK Planica in pa turističnim gospodarstvom Kranjske Gore v tem primeru. Ravno prejšnji teden imeli en sestanek na to temo. Lahko rečem, da je bilo strani občanov turističnega gospodarstva v bistvu več vprašanj, kot smo imeli odgovorov. In tukaj bi se res rad zahvalil tudi ekipi s Tomažem, Tomijem, Ano, ki so pristopili, prišli in to razložili. Nas izredno zanima oziroma si želimo že zdaj nekako zagotoviti pogoje za zapolnitev turističnih kapacitet. Kranjska Gora bo po nekih, bom rekel, optimističnih podatkih gostila v tem času tudi do 350-400 tisoč gledalcev, ampak se ni treba nič ustrašiti, gre za daljše časovno obdobje, 12 tekmovalnih dni. In v tem času pričakujemo nekako, da se bo v Kranjski Gori bilo nastavljenih okrog 8 tisoč gostov. Seveda mi vse tukaj ne moremo nastaviti, zato je bil res izredno veliko dela usmerjenega predvsem v to, da se povežemo tako z Bledom, Trbižem in pa tudi z Beljakom. Omenil se že, Blaž, sodelovanje z lokalno skupnostjo. To je sodelovanje lokalne skupnosti z organizatorji izjemnega pomena, predvsem pa za tako velik športni dogodek, tako velikih razsežnosti, kot je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica. Verjetno so stvari, ki se jih na turizmu veselite, nečesa pa vas je mogoče tudi strah. Ja, seveda, to je vedno pri projektih. Nikoli ne moreš biti preveč prepričan, da bo šlo vse gladko, ker žal nikoli ne gre. Lokalna skupnost je tista, ki tukaj živi pred prvenstvom, med prvenstvom in pa tudi po prvenstvu in verjamem, da bomo zagotovili vse, da ne bo boleč za nas občane, ki tukaj stanujemo, ki se ne bomo šli vsak dan ogledovati tekme. In temu namenjen je bil tudi sestanek, temu namenjeno so tudi te razprave. Zato mogoče tukaj pozivam tudi vse gledalce, da naj pišejo, da ne vprašajo, da ne predlagajo določene rešitve, probleme, za katere smatrajo, da bojo pomembni v času dogodka, da jih bomo lahko začeli pravi čas reševati. Ker ko bo oktobra se začela postavljati galeja v nordijskem centru, ko se bojo podpisale pogodbe, bo tukaj, lahko rečem, kar malo manj manevrskega prostora. Tako da res mi smo odprti, čakamo, pričakujemo in lahko rečem, da tudi na zadnjem sestanku je prišlo kar nekaj dobrih predlogov. Zavedati se moramo, da Kranjska Gora kot vas bo zaprta vsak dan, torej je potrebno zagotoviti dostope do pošte, zdravstvenega doma in tako naprej. S tem mislim, da bojo imeli fantje in dekleta, ki se ukvarjajo z logistiko in pa prometom, kar velik dela, ampak verjamem, da ga bo uspešno rešili. Potem so tukaj parkirišča in vse ostalo, kar dopriteče. V turizmu Kranjska Gora se pa posebej, bom rekel, fokusiramo na te spremljevalne dogodke. To je v bistvu tisti naš glavni fokus. Planica je pač veselica, kakorkoli jo vzamemo, potem je znana po celem svetu in tukaj jaz mislim, da ne smemo razočarati. In očarali smo več ali manj že vsi, celotna naša dolina, Kranjska Gora, Planica. In vprašanje je, s čim pa bomo zdaj posebej očarali gosta in
kaj pomeni takšna prireditev tudi za prihodnji razvoj turizma? Ja, zelo lepo vprašanje. O tem že kar nekaj časa razmišljamo. Jaz mislim, da je klele ključna zadeva, kar se tiče same organizacije, varnost. Če bo svetovno prvenstvo izpeljano varno na kakršenkoli način in za tekmovalce, in za obiskovalce, in za servisne družbe, in za tiste, ki tukaj smo, mislim, da bomo naredili veliko. Druga stvar, na katero stavimo, je tukaj tradicija. Jaz verjamem, da se bo ta še okrepila. Tradicija je tista, ki je Planico in pa naše kraje Slovenijo ponesla v svet, in tak dogodek, ki ga zdaj gostimo tukaj, mislim, da je samo lahko mogoče zahvala vsem tistim, ki so vsa ta leta, bom rekel, delali na temu in da jim je Mednarodna smučarska zveza to tudi zaupala. To gre res za enkraten dogodek, večkrat smo že povedali, da je mini olimpijada. Je pa tudi res, da si želimo, da mogoče v jesenskem in pa zimskem, predvsem zimskem času, ne bi prišlo do podobnih situacij, kot smo bili priča zadnji 2 leti. Jaz si res želim, pa tudi vsi verjetno, ki tukaj ste in ki delate, da bi bil ta scenarij A, ta prav, to se pravi brez red bubblov, brez korona ukrepov, brez omejevanja, bom rekel, gledalcev. Tudi na to se pripravljamo, ampak jaz mislim, da je ta scenarij, se res želim, no, ne mislim, želim si bolj, da ne bi bil realen. Tretja stvar, kot pa tudi sam omenil, je pa predvsem to, da s tem dogodkom bomo vse tiste, ki so k nam že hodili, ki bojo prišli prvič. Vemo, da teka na tako močnemu nivoju verjetno še nismo gostili, poprav me, če se motim, ampak predvsem alpske dežele, Nemčija in pa Severna Evropa bojo fokusne, targetirane države, s katerimi bomo komunicirali ves ta čas in s katerimi že komuniciramo. Lahko rečem, da se je povpraševanje po, ali pa bolj strokovno searching, no, po destinaciji izredno povečal. Prej smo nekako zaznavali, da je bilo konec planiške tekme, nekako se ta iskanje Planice umiri, zdaj pa ravno zaradi prvenstva je ta povpraševanje kar konstantno. In to nas res navdihuje s temu, da bomo gostili, jaz upam, če nam bo še vreme šel tukaj na roko, enega najboljših svetovnih prvenstev. Blaž Veber iz Turizma Kranjska Gora, hvala lepa za ta klepet. Veliko uspeha in predvsem dobre volje ob delanju takega uspeha želim tebi in tvoji ekipi. Ja, hvala lepa, hvala tudi tebi. Spoštovane, spoštovani, najlepša hvala in se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na poti do FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. In z nami je tudi Čaplja Vita, uradna maskota. Kaj počne Čaplja Vita na snegu? Teče, Čaplja teče, še kaj drugega. Čaplja skače in Čaplja nordijska kombinacija tudi, še malo nordijske kombinacije. Čaplja Vita, sem slišal, da si po ta novem že pristala tudi v Kranjsko. Si zadovoljna? Česa se najbolj veseliš v Planici? Navijanja. Kako navija Čaplja Vita? In kako bodo navijali navijači? Dajmo Slovenke, dajmo Slovenci! Po čem je znana Planica? Po skoki, po poletih, po letalnici, po največjem slovenskem prazniku, po telemarkih. Z nami je bila, spoštovane in spoštovani, Vita. Hvala lepa in se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.